Jernej, otrok kadi vape. Če mu prepovem, vem, da bo to delal na skrivaj. Je okej, če mu dovolim, oziroma kako v tem primeru ukrepam? Vprašanje iz predavanja najstniki 11.0. In sicer, otrok kadi, bojite se, če bo prepovedal, da bo to delal na skrivaj. Zdaj, kaj bi jaz naredil je, da bi mu dal nalogo, da vam naredi referat o vapeu. Se pravi, da prebrska internet in pregleda videote in vam spiše 3-4 strani o vapeu. Kaj vape je, kakšni so učinki, zakaj je dober, slabo, Zakaj je to dober? Zato, da sploh ve, kaj daje vase, kaj so možne posledice in če to sprejme, naj to dela. Ne bi mu dajal denarja za to, ampak bi mu rekel, če hočeš to kupovati, pej delati. Če ti bomo mi delali denar, ga ne boš za to uporabil. Lahko ga porabi za karkoli, ampak ne za nekaj, da vi greste v službo, delate, zato da date njemu neko žepnino, da on potem v bistvu škodi sam sebi in vi ste odgovorni za otrokovo zdravje do 18. leta, pa dejansko, razumete, pač vi delate, menjujete ure svojega življenja za denar, s katerim on pol kupi nekaj, da sebi škodi. Mogoče en korak, zakaj lahko zapravlja, zakaj ne. In mu jasno povejte, samo zato, ker ste odgovorni in to je to. Ko bo star 18, naj služi svoj denar, naj dela z njemu kar če, ampak in zdravje je njegovo, ne. In druga stvar, poleg posledic, bi ga vprašal, če bi rad bil spoštovan v življenju. In če se zaveda, da se spoštovanje začne pri njemu. Če mi sami sebe spoštujemo, nas bojo drugi prej spoštovali, ker če mi sebe ne spoštujemo, nas bojo drugi težko spoštovali, ker skozi nekaj fejkamo, skozi se pretvarjamo. Se pravi, kaj lahko v tem primeru naredite? Vprašajte ga, kaj bi bilo najspoštljivo do njega, njegovega telesa in hkrati do vseh prednikov, da on sploh ima možnost živeti to življenje, ki ga živi. Kaj bi bilo spoštljivo do vas? Kaj bi bilo spoštljivo do dedka, babice in tako nazaj? In hkrati, kaj bi bilo spoštljivo do njegovih potencialnih otrok in družina. Je pripravljen riskirati, da ima čez 40, 50, 60 let raka na pljučih, na grlu, kjerkoli, ko v teh stvari se to lahko razvije. In potem namesto, da bi se zunaj igral s svojimi otroci, vnuki, ga bodo mogli hoditi gledati v bolnico. In seveda težko mu je to povedati, če vi sami isto nekaj takega delate. V bistvu gre za vas in za njega, za otroka, da pogledate, kaj se res dogaja. Ampak na koncu še enkrat, jaz sem tudi kadil travo, ampak sem prej prebral vse možne članke. Vse možne članke, da ko sem šel v to, sem šel odgovorno do neke mere, pa sem ratal psihično odvisen, pa sem prekinil, vrgel stran. Od cigaretov nisem bil nikoli, od alkohola sem bil, ne niti odvisen, ampak zmeraj smo ga pili za vikend, da se malo sprostiš, lažje s puncami. Pa ko sem enkrat videl, kaj mi tu dela, ker sem res razmislil o posledicah, sem šele pol nehal oziroma zelo močno zmanjšal količino. Ampak samo razmišljanje o posledicah in moje izkušnje so te, ki so me pripeljale do tega, da sem neko stvar nehal ali pa jo še vedno počnem. In nič drugačni pri njih in nič drugačni za vas, tako da pogovarjate se o tem, pa naj si izbere in s tem, ko si izbere, sprejel tudi vse posledice tega. In če mu kakšne niso všeč, če prevoziš rdečo luč, pa te ustavi policaj, ti tudi ni všeč, pa tam je in veš, da je. Tako da je dobro vedeti vnaprej, si lahko pripravljen in bolj zavestno lahko delaš stvari. Tako da na tak način jaz bi ukrepal, ukrepam in bom ukrepal. Pač ta je star šele 3 leta, lahko kdo reče, nimaš najstnikov, razumem, postopek bo isti. Bo pa zahteval neko disciplino, spoštovanje pri meni samo do sebe in to je tudi nekaj, kar vam polagam na srce, da pripeljete zase v svoje življenje, ker najlažje je mlade voditi z zgledom, bolj kot z besede. Toliko do naslednje srede. Čau, čau.